Dr. Saša Harkaj se je rodil 23. septembra 1992 v Murski Soboti. Diplomiral je na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, kjer je tudi magistriral. Leta 2021 je na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani doktoriral. V času doktorskega študija je bil zaposlen na Institutu Jožef Stefan. Kasneje se je zaposlil na Fakulteti za matematiko in fiziko. Dodatno dela tudi kot asistent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, kjer vodi vaje. Raziskovalno deluje predvsem na področju tekočih kristalov in topoloških defektov. Napisal je več člankov v visoko rangiranih mednarodnih revijah. Redno pa se udeležuje mednarodnih konferenc. Je prejemnik več nagrad in priznanj. Med drugim mu je leta 2016 Univerza v Mariboru podelila nagrado Magna cum laude. Pomurskega akademika doktora Saša Harkaja fejs dobro poznam. Je bil tudi moj študent in že v času študija se je rejsan izkazal, je bil med najboljšimi. In po študiji je seveda nadaljeval z doktoratom in pot ga je zanesla na tekoče kristale. Dobil je tudi nagrado Pomursko raziskovalno nagrado od Pomurske izobraževalne fundacije, ki kaže, da je resen izjemen ne samo na svojem področju, ampak tudi širše. In na področju tekočih kristalov pa se ukvarja z defekti, z nekšimi napakami. In tekoče kristale si poznamo, več si ne moremo življenja gnezdem brez njih predstavljati. Mobilni telefoni imajo tekoče kristale, zasloni imajo tekoče kristale, pa tudi marsikakšna bolj skrita aplikacija dela na osnovi tekočih kristalov. In defekti so stvari, torej napake v njih so stvari, ker jih se ščemo ognuti. No, Saša Harkaj pa je tisti naš pomurski akademik, ker pa proba s temi defekti manipulirati, jih tak ali vače obvladovati in na tej način dosegnuti, ka ne do tam ga jih neščemo, ka ne do tam ga lejko delajo škodo, liki kada je z njihovo manipulacijo probo napraviti kakšen korak naprej. In glitov je vsebina dnešnjega predavanja in za voljo toga vas vabim, ka si fej zanimivo predavanje vkupaj poglednemo in ka si probamo malo predstavljati, kaj se je odzaja, kakšne se raziskave pa so odzaja, tistoga, kaj vsakši dan imamo v roki, kaj vsakši dan uporabljamo in komu znali, kot tudi slovenska znanost na tom področju v svetovnem merili fejs dosta prispeva. Vabljeni k skupnemu ogledu fejs zanimivega predavanja. Topološki defekti se pojavijo ob faznih prehodih, pri katerih pride do zloma simetrije, so pa vse prisotni v naravi. Okolje, v katerem jih lahko najlažje proučujemo, so nematski tekoči kristali, ki jih opišemo s tenzorskim ureditvenim parametrom in določimo ravnovesna stanja z numerično minimizacijo proste energije. V sistem vsiljujemo topološke defekte preko robnih pogojev na mejnih površinah. Z vsiljevanjem enega defekta se lahko vzpostavijo različna ravnovesna stanja glede na debelino celice. V primeru vsiljevanja večjih defektov na spodnji mejni površini lahko vzpostavimo ravnovesna stanja z nenabitimi linijskimi defekti. Z vsiljevanjem 4x4 kvadratne mreže defektov lahko vzpostavimo kompleksne vzorce nenabitih linijskih defektov, kjer jih je 18 kvantitativno in 7 kvalitativno različnih. Z uporabo zunanjega električnega polja lahko prehajamo iz enega vzorca v drugega in nazaj. Prikazani sistemi bi se lahko uporabili v multistabilnih optičnih prikazovalnikih in prevezljivih nanožičkah. Tri dejstva. Topološke defekte je v splošnem težko stabilizirati, ampak v tekočih kristalih je to veliko lažje, na primer s primerno obdelano mejno površino. Ustvarimo lahko linijske defekte s topološkim nabojem ali brez njega. Ti pa se lahko medsebojno privlačijo ali odbijajo. Z uporabo električnega polja pa lahko te linijske defekte med sabo prevežemo.
Če v tekoči kristal dodamo prevodne nanodelce, se ti lahko ujamejo v linijske defekte in ob pravih pogojih lahko dobimo prevodne nanožičke, ki jih lahko prevežemo, s tem pa ustvarimo mikrometrsko stikalo. Hvala za uvod. Ja, jaz pa bom malo šel s tekoče kristale. Verjetno vsi znamo za njih, ne poznamo pa verjetno točno na kakšen način funkcionirajo. Imamo jih praktično v zelo velike procentu zaslonov. Telefone, televizije, računalniki, digitalne ure, vse povsod. No, ampak to se že precej dosti nuca, ampak zanimiva stvar je, da se tekoči kristali lahko uporabljajo za vse možne stvari. Z njimi lahko opišemo, kaj se dogaja tudi drugje. In naprimer, kaj je moje delo bilo za opisovanje topoloških defektov. Kaj pa je defekt? Ja, pač topološki defekt je območje oziroma točka ali pa črta v tekočem kristalu, naprimer, kjer se tekoči kristal enostavno ne more urediti. Naprimer, to je en defekt in če gre okoli defekta, fajn po nasprotni smeri urnega kazalca in vidim, ko se mi paličice zavrtijo za en krog, je torej ovojno število 1. Če se pa obrnejo v nasprotno smer, je pa -1. V tekočem kristalu imamo pa še dva dodatna, zato ker paličica je vseeno, če je zgoraj ali spodaj. Ti dve smeri sta enakovredni. Torej se lahko samo za pol kroga obrne. V eno smer ali pa v drugo. No, in kaj se pa zgodi, če daš en defekt, torej kako jih vstaviti v sistem? Na kakšen način bi jih lahko stabilizirali? Zato, ker zahtevajo dosti energije in jih je precej težko dobiti. In naprimer, vidimo jih vse v najmanjših sistemih, vse do osnovnih delcev, pa tudi vse do kreacije zvezd in kozmologije. Torej, zvezdokukci tudi precej takšnih stvari vidimo, oziroma bi jih lahko na takšen način opisali. Zato so pa tekoči kristali tako lepo koristni, ker so enostavno dostopni in so zelo odzivni, če se malo z njimi pošpilamo, naprimer malo segrejemo ali pa malo elektriko priklopimo ali kaj podobnega. No, če damo naprimer en defekt spodaj, na spodnje površine, vidimo, da se ustvari tudi notri v tekočem kristale. In tudi, če je druga polovička, torej -1. In če pogledamo pod prekrižanima polarizatorima, torej pač pod mikroskopom, vidimo takšno sliko. Torej, pač svetla črta je tam, kjer vidimo, temna pa tam svetloba skozi ne pride. In zdaj, naprimer, to bi bilo seveda precej slabo za zaslone. Torej, zato v osnovi ne bi rad imel defektov. Zato pa je defekt, pokvarjeno neke vrste. No, ampak za samo raziskovalno, pač z samega interesa, ker nas zanima, zakaj se to vse dogaja, je pa to precej zanimivo. In če pa damo defekt z ovojnim številom 1, pa se še vedno tudi en defekt naredi v celici, ampak je pač malo širši, zato ker ima več energije, je močnejši, oziroma bolj zahteven. In se tudi vidi, da ima torej 4, je križ. In te je stabilen samo v fejst tenkih celicah. Če je malo debelejšo, se že na 2 polovički razbije. Ali pa če še debelejšo, se pa celo tudi lahko izogne in imamo brez defekta. Ampak še se vseeno tudi vidi
pod mikroskopom. In če se malo dodamo električno polje, se poigramo, leko prisilimo, ko ide iz pobegle strukture, se pravi, torej, ko pobegne v navpično smer, prisilimo, ko gre nazaj v vodoravno in pridemo do nerazcepljeno, torej enega defekta in na koncu še do razcepljeno, torej dve polovičke. In se pa da tudi kombinirati. Torej, če imamo en defekt, se razbije in ideta tisti dve polovičke narazen. Ja, kaj pa, če imamo že na začetku recimo dve polovičke? Še najbolj zanimivo, če imamo nasprotnega predznaka. Ja, tu pa je matematika. Plus ena polovica, minus ena polovica, pa po mojem bi znala večina ljudi tu zračunati. Mislim, kaj je... Na zadnje, ko sem jaz preveril, je bilo to nič. Zdaj, mogoče se je od takrat že kaj spremenilo, ampak te mi povejte, prosim. Torej, če sta dva defekta, se obnašata podobno kot v elektrike, ali pa tudi v splošnem, tudi v svetu. Nasprotja se privlačijo. Torej, če sta nasprotna predznaka, se privlačita. Če sta predaleč, ja, se ne poznava. Nič. Če so pa, sva dobra prijatelja, se združiva in se povežeta skup. In prej smo pa videli, če sta pa enakiva, torej dve polovičke, sta oba, na primer, plus, se pa odbijata. In te pa, in takšna povezava, takšna linija, linijski defekt ima skupno naboj, oziroma je v vojno število skupaj naboj nič. Minus ena polovica plus ena polovica. Skupaj je nič. In od zunaj ne vemo, kaj obstaja. In če pa damo zdaj dve takšni linije, imamo tri različne možnosti. Če imamo, na primer, kvadratno mrežo, je enako vredno, lahko sta v eni smeri ali pa v drugi smeri povezani. Ker je nindre ne piše, v kateri smeri bi naj bil. Če pa imamo, da je v eni smeri manjša razdalja, je pa seveda, da pa ne bi rad šel po krajši poti od doma do šole ali pa do dekle ali kaj takšno, na primer. Torej, seveda se poveže po krajši poti, ker je manjša energija. No, in če pa se dodamo fajn še električno polje, pa lahko fajn prevežemo z vodoravno v navpično. In če jo pa približujemo, se pa tudi se približujeta, se vse močneje čutita, vse bolj se upogneta in na določeni razdalji se pa tudi prevežeta. Seveda, manjša razdalja, manjša energija. Vesolje oziroma naš svet je len. Vsi smo leni. Vsi bi najrajši samo ležali in ne delali nič. Torej, najmanjša energija je najbolj zaželjena. Seveda. Torej, zato pa je v tem krajša razdalja je bolj zaželjena. Če pa se še damo kar kompleksen vzorec 4x4, ko se lahko razbijajo ker so tu plus ena ali pa minus ena, se razbijajo na dve polovičke in te polovičke se med sabo povežejo. In ima 7 različnih vzorcev. Vsi so se večinoma enako vredni. Pač ene se da malo lažje dobiti, druge malo težje. Te vzorec sem izbral, ker je skupno ničla, ne zato, ker je eden od vzorcev začetnica mojega priimka. Ne. Sploh ne. In če, na primer, pod mikroskopom bi tudi videli fejs lepe slike. Sem precej ponosen, po mojem so res posrečene. In tudi v prejšnjih primerih
seveda damo še malo elektrike poleg in lahko prevežemo iz enega vzorca v drugega. In na takšen način lahko se navežem na naslov te moje predstavitve mreže oziroma multistabilne mreže topoloških defektov. Se napravom imamo mrežo, multistabilna je, ker je imamo na več načinov je lahko stabilna, torej ko ostane primeri in še lahko prevežemo z ene v druge in tudi ostane. In ja, vse je lepo pa fajn, ampak problem je, to so numerične simulacije, to je računalnik delo, ne jaz. Pač seveda bi mi verjeli več, če bi povedal, ja, eksperiment imamo, ko pokaže, ko potrdi. Imamo tudi eksperiment, za katerega sem še vedno jezen, ker je lepši kot pa numerična simulacija. Ponovadi je obratno, oziroma skoraj vedno je obratno. Ampak sodelavci v ZDA, oni so napravili eksperiment in so lepo odlično potrdili in se lepo ujema. Torej, tako precej lepo. In nazadnje se še da tudi še sistematično, torej iz kateregakoli vzorca, torej te začetni vzorec, torej dve zanke, bi lahko povedal, se lahko prevežeta v drugi vzorec brez težav, samo če imamo močno polje vse posod, se tako preveže, če imamo samo spodaj električno polje, se samo spodaj preveže, če samo na desni, se samo na desni in tako naprej. Ali pa tudi po diagonale, torej če pravilno izberemo električno polje, se selektivno, torej lahko izberemo, na kakšen način se preveže iz enega v drugega. Poljubno. In nazadnje bi zaključil z tem, da zakaj bi se pa to lahko uporabljalo? Do zdaj je samo, ja, teorija to, teorija drugo, tretje, kako bi pa to nam lahko koristilo? Prvo je za topološke defekte smo jih fajn lahko ustvarili, nadzorovali in premeščali po želji. Enostavno smo jih prevezali, torej z enega vzorca v drugega. In prevodne nanožičke, to je pa naslednji korak, ker v tekoči kristal lahko dodamo nanodelce. Nano je izredno malo. Torej nano pomeni, da je velikost tistega delca na nanometrski velikosti. Torej 10 na minus 12, je? 9, no, hvala. 10 na minus 9, torej 10 pa 9, enka pa 9 ničel zadaj. Oziroma 9 ničel pred enko v metraj. No, in torej ti se lahko premestijo v območje defekta in če prevežemo, so lahko prevodne, lahko prevajajo in imamo mikrometer stikalo, izredno malo, torej bi se lahko uporabljali za stikala, ali pa tudi še naprej teoretično, ker to je vsaj meni najbolj zanimivo, za majorana delce, ki so pa, mogoče ste že slišali za antidelce, ti so, ko so elektron pa pozitron in tako naprej, torej, ki se med sabo se uničijo, majorana delci so pa sami sebi antidelec, torej sami s sabo se uničijo in ti topološki defekti, linijski, se tudi sami s sabo lahko uničijo oziroma prevežejo. Točno 14 minut. Ja, to je to. Hvala. Ste vedeli? Tekoči kristali imajo ravno pravo kombinacijo fizikalnih lastnosti, zaradi katerih lahko z njimi simuliramo obnašanje sistemov, kot so superprevodniki, magneti in galaksije. Obnašanje topoloških defektov si lahko predstavljamo podobno obnašanju elektrostatskih nabojev,
kjer se nasprotni privlačijo in enaki odbijajo. Defekte lahko v tekoči kristal vnesemo na več načinov, z mejno površino, potopljenimi delci, ukrivljenostjo in tudi svetlobo. Kjer se prepletajo kulture, jeziki, okusi in doživetja v neskončnih razgledih preteklosti in prihodnosti. Vinarium Lendava.